Spoštovane poslanke in poslanci, vaša odločitev ne bo vplivala zgolj na zakonsko ureditev, temveč neposredno na življenje ljudi, ki bodo občutili posledice vaših dejanj. Zdravje je namreč preveč pomembno področje, da bi ga obravnavali skozi prizmo ideoloških in političnih interesov. To ni vprašanje politične zmage ali poraza, temveč vprašanje dostojanstva, zdravja in prihodnosti za vse nas, piše v pismu poslancev 4000 zdravnikov, kar je skoraj polovica aktivnih zdravnikov in zobozdravnikov, pred sprejemom zakona, ki bo po besedah vladajoče koalicije razmejil javno in zasebno zdravstvo in izboljšal razmere v zdravstvu. Zdravniki pred četrtkovim glasovanjem v državnem zboru pozivajo poslance, naj zakona ne podprejo, saj bi bile posledice sprejema zakona katastrofalne, pišejo zdravniki. Bodo res ljudje težje prišli do pregleda ali posega predvsem do dermatologov, plastičnih kirurgov, ortopedov? O tem, ali bodo ljudje res morali za zdravje drago plačati in ali bo zakon stanje v slovenskem javnem zdravstvu res močno poslabšal, z nami sta Rok Ravnikar, podpredsednik Zdravniške zbornice, in poslanka Gibanja Svobode Tamara Kozlovič. Dober večer obema. Dober večer. Gospa Kozlovič, se boste poslanci vladajoče koalicije odzvali pozivu 4000 zdravnikov, ki vas pozivajo, da ne podprete obstoječe novele zakona o zdravstveni dejavnosti? Torej, jaz najprej obžalujem, da je morda to pismo prišlo 20 let prepozno, namreč o regulaciji, ki ureja zakon o zdravstveni dejavnosti, je pisalo že Računsko sodišče leta 2008, pa KPK 2013, ki je pozivala vlado v svojih ugotovitvah in državni zbor, naj končno regulira dvojne prakse, torej to prepletanje med javnim in zasebnim zdravstvom. Ne nazadnje, tudi ko sem prebrala različne članke, kjer so tudi zdravniki, medicinske sestre opozarjali na vse te škodljive prakse in so praktično vlade in tudi nekatere zdravniške organizacije na nek način gledali stran in tega niso želeli, niso znali urediti. In ko sedaj mi v koaliciji ali pa v Svobodi to končno želimo urediti, torej vse tisto, kar so neodvisni organi, zdravstveni delavci opozarjalo in želimo to urediti, je na nek način nenavadno, da nas obsojajo, da nam ni mar za pacienta, da ne želimo izboljšati javnega zdravstva in dostopnosti in tako naprej. Se pravi, se ne boste premislili in boste glasovali v petek za? Jaz lahko rečem, da kar se tiče Svobode, bomo glasovali za. Gospod Ravnikar, kaj pravite zdaj? Ja, obžalujem. Res je, 20 let smo že opozarjali, ampak dokler ne boste pritisnili tiste zadnje tipke, še vedno čas, gospod Tamara Kozlovič, zato vas pozivam, odložite se zakon, začnimo znova, kot ste sama rekla, reformo zdravstva ne morate začeti ozko na enem segmentu, ampak zelo široko, ker je problemov veliko. Namreč, ravno to, ta zakon ne bo prinesel nič izboljšanja v javnem zdravstvu in niti enega dodatnega posega bolnikov več. Lahko da bo uredil določene anomalije, ki pa so posledica neurejenih področij na vseh drugih. Bistveno večji problemi so manko kadra, negovalnega osebja, manko zdravnikov, preobremenjene urgence, upravljanje javnih zavodov, kjer imajo direktorji zavezane roke, da bi lahko stimulirali svoje zaposlene. Ni dobro urejeno financiranje strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je netransparentno, storitve so podcenjene in zato imamo neko umetno tvorenko prodaje in kupa storitev. Teh 4000 podpisov je treba vzeti zelo resno. Podpisalo so jih zdravniki z imenom in priimkom, ki delajo vsak dan na terenu, v razmerah in vedo, kaj se bo zgodilo. Vedo, da je slovensko zdravstvo krhka hiša. Krhka hiša, ki, veste sama, držimo ga komaj nad gladino in en napačen korak, ena napačna poteza vam bo to sesula. Primer Tolmina. Vsi smo vedeli ste vi v vladi z analizo javnega zdravstvenega sistema, ki ste ga sami objavili januarja 2023, da je slovenski sistem nujne medicinske pomoči temelji na nadurnem delu preko 500 000 nadur. In kako dobite nadurno delo? Preko pogodbenih izvajalcev. Zdravstveni dom Tolmin je bil odvisen od 45 pogodbenih izvajalcev in kaj ste šli po letih, ste nagnali tja inšpekcijo, da je prepovedala njim delo in praktično ogrozili oskrbo prebivalstva po Sočju. Se pravi, z nerodno potezo, še tako, bom rekel, navdušujočo z raznimi floskulami, boste naredili veliko škodo v zdravstvu. Ja, absolutno. Mi se s tem ne strinjamo. Mi mislimo, da je
zakon namenjen pacientu, ker je pacientu najprej v koristi, da je zdravstveni sistem urejen, da se točno ve, kdo kje kaj dela, na kakšen način, v kakšnem obsegu in tudi za koliko denarja. Zdaj, kar se tiče stanja v zdravstvenem domu Tolmin in pri neprekinjenem zdravstvenem varstvu, ravno zakon o zdravstveni dejavnosti, torej novela, ki jo bomo v četrtek obravnavali v parlamentu in v petek v njej glasovali, prinaša številne ukrepe, s katerimi se želi krepiti neprekinjeno zdravstveno varstvo. Ne nazadnje, novela prinaša tudi več ukrepov na področju nagrajevanja obstoječih zdravstvenih kadrov, na področju dodatnega dela v matičnih zdravstvenih zavodih, torej da se lahko sklepajo podjemne pogodbe, kar so opozarjali zdravstveni delavci in v bistvu že kar nekaj let na to pozivali vlado naj te ukrepe sprejme. Mi absolutno v Svobodi pismo, ki smo ga prejeli, jemljemo resno, absolutno tega ne podcenjujemo, istočasno se pa zavedamo, da ko smo kandidirali na volitvah, smo v naš volilni program dali zavezo državljankam in državljanom, da bomo razmejili javno in zasebno zdravstvo. To smo obljubili in mi to sedaj delamo. Istočasno pa se zavedam, da vse ukrepe, ki jih je dr. Ravnikar navedel, vse problemi, kot je slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, prenova ZZZS-ja in tako naprej, to seveda se zavedamo, da so problemi. Ne boste verjeli, ampak ko sem brala interpelacije ministrov in razprave v parlamentu iz leta 2006, bi lahko komot dali letnico 2025 in se govori o istih problemih, kot je kolega Ravnikar pravkar naštel. In v bistvu meni je to žalostno in mi se tega rešujemo korak po koraku in jaz verjamem, da ta zakon ni edini zakon, ki bo skušal izboljšati javni zdravstveni sistem in jaz verjamem ali pa si želim, da nam bo tako zdravništvo kot zdravniška zbornica z izkušnjami, ki jih ima, pri tem konstruktivno pomagala. Zakaj nas potem ne poslušate? Ni mi jasno, na čem temelji, razumem, obljubili ste nekaj volivcem, ampak bolnike ne zanima v resnici vaše ločevanje javnega zasebnega, bolnike zanima, kako priti do storitve. Kdo bo odgovarjal, če bo en sam zdravnik zapustil javni zdravstveni sistem zaradi tega vašega zakona? A vi veste, koliko pregledov letno pomeni en zdravnik manj v javnem zdravstvenem sistemu? Vam povem, a vam jaz povem, to je 4000 pregledov manj. Kdo bo odgovarjal za to, če bo en sam zdravnik šel? Tukaj ste pa, veste sama za ta pričevanja, ne samo, da je cel kup zdravstvenih domov, bolnišnic, odvisnih od pogodbenega dela, ker je preprosto v Sloveniji premalo kadra. Naš zdravstveni sistem funkcionira samo na dodatnem prostovoljnem delu teh dvojnih praksih, ki ste jih vi izbrali za neko politično zmago. Huda napaka. Absolutno ne gre za nobeno politično zmago, niti za ideologijo, kot se nam jo želi predstaviti, ali pa celo populizem. Lejte, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče že desetletja opozarja na škodljive prakse in opozarja na sistemske korupcije, ki se dogajajo predvsem zaradi najemanja podizvajalcev preko SP-jev, če želite. Tako da absolutno ne drži. Zakon prinaša možnost dela preko podjemnih pogodb, to že danes veljavna zakonodaja predpisuje in ureja in vsi zdravstveni delavci in sodelavci lahko delajo v kateremkoli javnem zdravstvenem zavodu ali tudi pri koncesionarjih preko podjemne pogodbe in na ta način dobijo tudi plačilo za vse tisto požrtvovalno delo, ki ga delajo nad 8 ur, nad prostem času. In tukaj jaz še enkrat podarjam, jaz se iskreno zahvaljujem vsem zdravstvenim sodelavcem in delavcem, ki požrtvovalno držijo naš javni zdravstveni sistem na noge. Plemenit poklic je delati v zdravništvu in jaz verjamem, da vsi, ki danes delajo, bojo še naprej poskrbeli za naše paciente in res si ne želim, da bi to pismo zdravniške zbornice, ki na nek način skoraj deluje kot grožnja, ampak jaz jo tako ne jemljem, jaz jo jemljem kot pozitiven ukrep, da lahko... Ne je opozorilo, to ni pozitiven ukrep. Dolžnost zdravniška je, če bi imela vi bolezen ali pa če pripravite slab zakon, da vam povemo, gledajte, mi delamo v sistemu. Mi vemo, kaj se bo zgodilo, če bo iz mojega oddelka en zdravnik odšel, bomo vsi ostali več obremenjeni. Urgence bojo bolj polne. Ne vem, kaj še bi potrebovali od realnih analiz z terena, od realnih poročil z terena. Zgleda, veste, kot da smo na neki ladji, kjer ste vodstvo in kapitan z 3D očali in slušalkami v ušesih
mantrate svoje zgodbe, mi na krovu, ki delamo, vlečemo vrvi skupaj, upijemo, tam je ledena gora, tam je pečina, bogi bolniki so v podpalubju in ne vejo samo, da niso na cilj prišli, poslušajo kapitanove navdušene krike, tam so dvoživke, tam so paraziti, ne vem kaj. A veste, na ta način res ne bomo nikamor prišli, ne? Lejte, mi se tudi pogovarjamo z zdravstvenimi delavci, tako medicinskimi sestrami kot zdravniki, in ko sem omenila, ko sem prebirala vse te članke od leta 2009 do danes, so zdravniki prvi, ki so začeli opozarjati, da je treba regulirati delo v javnem in zasebnem zdravstvu. Zdravniki so bili prvi, ni bila takrat politika, Svoboda takrat še obstajala ni. In v bistvu tudi na odboru, ko smo obravnavali zakon, je bilo Združenje zdravstvenih zavodov, Združenje organizacij pacientov, občine, ki sicer imajo vsi ti neke pomislike, ampak so vsi podpirali rešitve, ki jih prinaša ta zakon. Kaj je rekel direktor zdravstvenega doma Tolmin? Prosim vas, pustite naše zdravnike tukaj na miru, da delajo. Najdite izjemo za nas. A veste, zdravniki lahko delajo, obstajajo podjemne pogodbe, to je čista manipulacija, kar se želi sedaj predstavljati javnosti, da te zdravniki ne bojo mogli delati. To ne drži. Po danes veljavni zakonodaji lahko delajo po podjemnih pogodbah. Z novelo, ki jo bomo obravnavali v četrtek, lahko delajo celo v lastnem zavodu za podjemno pogodbo, ki bo davčno ugodnejša in bojo iz tega dobili še dodatne nagrade. Vsi tisti, ki bojo pripravljeni delati več in svoj prosti čas namenili zdravju pacientov. Tukaj v zadju pa je tista ideologija, ki gospod Kozlovič trdi, da ni, namreč prepovedali so izključno zdravnikom delo po davčno ugodnejših oblikah dela. Namreč vsi vemo, delo po podjemni pogodbi je za zdravstveni zavod 70% dražja, kot je delo, če ga plačajo po, recimo, samostojnem podjetniku. In bolnik ne ve niti, a ga je obravnaval nekdo po pogodbi, podjemni pogodbi, ali ga je obravnaval zdravnik po SP pogodbi. Skratka, tukaj pa je v zadnji ideologija, da so hoteli prepovedati neke bolj ugodne davčne oblike dela, ki so za vse ostalo prebivalstvo na voljo izključno pri zdravnikih. Ne vem, kaj je v zadju. Ne drži. Torej, te prakse so danes nezakonite. In jaz sem iskrena, da razočarana, da se je vsa ta leta, več kot 10 let, da so vsi stran gledali in teh nezakonitih praks niso presekali. Gospa Kozlovič, kako se prekine nezakonita praksa? Tudi spremembo zakona, lahko neko prakso... Vse zato zdaj delamo spremembo zakona, zato da te nezakonite prakse bojo izrecno zapisane, ker pri nas si radi tolmačimo določila zakona zelo različno. Delo kot SP ni nezakonito za nobeno drugo področje, razen slučajno za zdravstvo, in lahko bi ta zakon spremenili tako, da bi delo na ta način, ki je bilo do zdaj v praksi, bi ga pustili in bolniki bi imeli oskrbo. Tako pa v tej novem zakonu niti ene garancije ni, da bo to prepovedano delo in storitve kakorkoli ohranjeno v javnem sistemu. Zakon bo torej v petek sprejet. Lahko odgovorite samo z enim stavkom, če bo zakon sprejet, koalicija ima dovolj glasov, odločna je, kot vidim, da bo to sprejela. Razmišljate o ustavni presoji, o tem se je govorilo, Zdravniška zbornica, ali boste pustili stvari pri miru? Zakonodajna pravna služba Državnega zbora je 45 strani pripomb navedla in jaz upam, da Državnem zboru ne bojo sprejemali zakonov, ki bo nasprotil z ustavo. Glejte, za presojanje, a je nek zakon v skladu ali ne z ustavo, imamo ustavno sodišče. Jaz verjamem, da ustavno sodišče bo opravilo svoje delo, vkolikor bo vložena ustavna presoja. Mi ocenjujemo, da v obrazložitvah, ki smo jih dali, torej k členom, te možnosti ni, da bi ustavno sodišče odločilo kakorkoli, da je kakršenkoli člen v neskladju z ustavo. Bolniki žal nimajo tega časa, da bi čakali na odločbo ustavnega sodišča več let. Dobro, bomo videli torej v petek, kaj se bo zgodilo in kako boste ukrepali naprej. Najlepša hvala objema. Hvala. Hvala.